Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora, ki govori o tehnologiji in se te teme tudi drži. Kot, skoraj sem rekel, pijanec plota. Ne vem, če je ta pregovor na kakršenkoli način ima smisel, ampak tukaj smo. Danes ena tema, eno vprašanje, začnemo s temo, kjer bo govora o robotaksijih. Beseda, ali pa besedna zveza, odvisno koga vprašate, se pravi robotaksi. Nekaj, kar naj bi prihajalo zdaj, kmalu. Eni pravijo, da je že tu. Predvsem pa bom o tem govoril zato, ker je imel Elon Musk oziroma Tesla dogodek, na katerem so predstavili so stvari. To je objektivno dejstvo. Kaj točno so predstavili in kdaj naj bi te reči prišle na trg, se temu reče, je pa zelo veliko vprašanje. Ampak do tja pridemo. Najprej mogoče malo konteksta okoli robotaksijev oziroma avtomobilov, ki se res brez intervencije in pomagal človeka sami vozijo po cesti in vozijo ljudi naokoli. To področje se razvija že zelo dolgo, vsaj 10 let, to zelo tako čez palec rečem, ampak vsaj 10 let že poslušamo, kako bodo avtomobili na neki točki znali sami voziti. Krivec v narekovajih za to je tudi Elon Musk, ki je že leta 2016 obljubljal čez 2 leti. Čez 2 leti se bodo naši avtomobili vozili sami. Sama avtonomija avtomobila je sicer razdeljena v nekih 5 faz oziroma 7 faz, a tisto, o čemer bom danes govoril, je ta končna, poševnica, zadnja faza in to je, avto se sam vozi, človek nič ne pomaga, vse se samodejno dogaja, ti se usedeš v avto in te pač pelje. Zdaj, mogoče za malo širši kontekst pri robotaksih oziroma teh avtonomnih vozilih je treba vedeti, da nekako premisa ni samo, to bo taksi, ki me bo okoli vozil in bom šel ven in tako je življenje. Ne, tukaj gre za to, da ne bi šlo za rešitev, kako avtomobile v popolnosti izkoristiti. Ne? Ker avto, če ga človek kupi, ga ima, neke statistike so 90 ali 95% časa, ta avto stoji in ne dela absolutno nič. Nekako ta glavna obljuba robotaksijo je pa, da boš ti imel avto, ki ga boš uporabljal sicer za svoje namene. Gremo kar en praktičen primer, ki se ponovadi navaja in to je, jaz se zbudim, grem v avto, me odpelje v službo. Grem v službo in medtem, ko sem jaz v službi, ta avto dela kot taksi in meni služi denar. To je ta resna premisa, ki si jo nisem jaz zmislil, zdaj jo je Elon Musk že spet rekel na odru, ne? In to je to ne bi bili tudi avtomobili, ki ne bi bili zelo dostopni, do cene mogoče kasneje pridemo, ampak srednja srž zadeve je pa, avto bo v celoti izkoriščen in delal bo za nas in nam služil denar, ker zdaj, ko stoji z njim denar, samo izgubljamo. Pa ker sem ceno že omenil, Musk je rekel na odru, pod $30,000 bo stal ta robotaksi, kar je noro optimistično, predvsem pa, ko to reče on, zdaj govorimo o Elonu Musku, ki je že večkrat napovedal njihove novejše avtomobile, Tesline novejše avtomobile z nekimi cenami, pri katerih naj bi se začeli prodajati, pa se potem to absolutno ni uresničilo. Najbolj znan primer je seveda ta Cybertruck, ta njihov Jeep po domače, za katerega je bilo na predstavitvi rečeno, da bo, mislim, da $39,000, tista začetna različica, zdaj pa mislim, da je najcenejši okoli 70, 80, nekaj takega, če res gre za konkretne razkorake. Musk je tudi obljubil, da bo njihov robotaksi na voljo že čez 2 leti, kar se mi zdi noro, bom potem povedal, zakaj, predvsem pa, da bodo že v naslednjem letu začeli 2 pilotna programa v Kaliforniji in v Teksasu, kjer ne bi te robotaksi njihovi že začeli delovati. Sicer ne ta model, ki so ga predstavili na tem dogodku, ampak ne bi to kmalu znali početi njihovi ostali avtomobili. Omenil je predvsem Tesla Model 3, to je tisti njihov najcenejši, najmanjši avto, in pa Tesla Model Y, najbolj popularna Tesla, to je tista, ki je malo med Jeepom in majhnim avtomobilom, nekako povišan Model 3, Se mu je pa en človek v publiki zadrl, kaj pa starejši modeli 3, tisti, ki so prvi ven prišli, in je bil Musk odgovor, ne pojdimo v semantiko, ker načeloma je poobljubljal, da bodo vsi njihovi avtomobili se lahko samodejno vozili, Na tej predstavitvi sta bili še 2 zadevi, ki jih bom na koncu povedal, ampak zdaj bi se pa vrnil samo na ta robotaksi in Muskove obljube o avtonomiji, ker že dolgo nisem videl tako velikega je močna beseda, tako pokritega tehnološkega dogodka in pa potem vseh reakcij na spletu od influencerjev, bom kar rekel, do recimo novinarjev, ki bi tako skepso izražali.
Nekaj tega je seveda ta prtljaga, ki si jo je Elon Musk že nabral skozi leta, ker obljublja stvari, ki se nekako nikoli ne zgodijo. Predvsem je to avtonomija, kot sem rekel, obljubljal že od leta 2016 in vsaj med novinarji nekako obstaja konsens, da je vodilno podjetje na tem področju Waymo. To je zdaj mislim, da samostojno podjetje začelo se je pri Googlu, ki že kar nekaj, bom zdaj rekel, let svoje robotaksije že uporablja, predvsem seveda v San Franciscu, pa mislim, da so nekje v Phoenixu, pa še eno mesto je. No. Ampak to gre za avtomobile, mislim, da ta zadnja različica so večinoma neki Jaguari, ki pa imajo potem veliko kamer, imajo še vedno volan in pedala in vse ostalo in pa LiDAR. To je ta tehnologija, ki je zdaj zelo popularna in jo ima marsikdo že doma, predvsem seveda v telefonih, ampak v robotskih sesalnikih, tisti krogac na vrhu, ki nekako izriše stanovanje. Ne. Gre za zelo podobno ali pa skoraj da enako tehnologijo. To, kar je Tesla predstavila ta teden, je bil pa avto, ki recimo ni imel LiDARja, samo neka obljuba je bila, mi to delamo samo s kamerami in umetno inteligenco in bo to povsem dovolj, da se bo avto znašel na cesti, kar se res meni sliši zelo, zelo optimistično, predvsem pa to, da bodo že začeli s pilotnimi programi. Spravi, v tem robotaksiju od Tesle, v primerjavi recimo z nekim Waymo avtom, ki je običajen avto predelan v robotaksi, recimo ni pedal, ni volana, samo dvoje vrat in dva sedeža, kar se mi zdi posebej noro, da nekako stavimo to, da bo taksi imel samo dva sedeža, ker kaj, če 3 ljudje hočejo nekaj imeti, bodo mogli 2 poklicati, recimo, ne? To se mi je zdelo res kar noro, sicer do tistega kvazi kombija oziroma avtobusa še pridemo, ampak vseeno, tukaj kar nekaj reči, ki so bile zelo optimistične ali pa zelo futuristične. In zdaj, če bi to kakšno drugo podjetje ali pa kakšen drug človek, bom kar tako rekel, nekako obljubljal, bi se morda še verjelo v te časovnice. Zdaj pa vse odzive, ki sem jih jaz videl, tudi od ljudi, ki so bili tam, so bili zelo, moj bog, to se ne bo zgodilo v 2 letih, to se ne bo zgodilo v 4 letih, ne potem v robotaksi, da dejansko vam pride, kakšna je ta cena. Mislim, toliko skepse že res dolgo nisem videl za nekaj, kar je izgledalo kot zelo legitimen dogodek, kjer se je predstavil nek nov produkt. Kot sem prej rekel, ni pedal, ni volana, ta futurizem gre naprej, vrata se že spet odpirajo tako navzgor, kot recimo v kakšnih dražjih avtomobilih. Potem avto nima vhoda za polnjenje, se pravi, nikjer se ne bo priklapljal na kabel, ampak bo šlo za brezstično polnjenje, kjer se naj bi avto zapeljal nad neko ploščo, ki potem polni baterijo. To sicer ni nič novega, ker to nazadnje sem to videl pri nekem McLarenu za 2 milijona evrov, čisto nepomembno, ampak ta tehnologija obstaja. Težava, ki jo seveda ima ta tehnologija, ne, brezstično polnjenje tudi pri telefonih, mimogrede, je to, da je izredno neučinkovito. Veliko ene energije gre pač v nič. Ko polnimo baterije brezstično, ko bo šlo pa za tako veliko baterijo, kot je v avtomobilu, ne, bo te potrate, sem skoraj rekel porabe, bo te potrate še več, predvsem je pa vprašljiva potem hitrost polnjenja, ker preko kabla gre vse skupaj dosti hitreje. Potem je bil še en tak detalj, ki sem ga videl v enem videu človeka, ki je bil tam, da so pobarvali pneumatike, da so izgledale bolj futuristično. Zdaj, ne vem, boste pogledali slike, ampak iz profila ta avto izgleda, kot da ima noro tanke pneumatike, na sredini pa tak velik disk. Potem, ko so pa ljudje bliže pogledali, je pa ta disk dosti manjši, pneumatika dosti širša, ne? In pa potem je rob nekako do polovice pneumatike prebarvan bil v isto barvo kot tisti disk. Ne vem, mogoče se sliši kot malenkost, ampak jaz, ko sem to prebral, to, kaj točno je Tesla res predstavila. En super komentar je imel tudi Benedict Evans, to je nek tak človek, ki dosti piše o tehnologiji, jaz sem na njegov newsletter naročen. Je rekel, da to je največja težava pri Elonu Musku, ne, da je v istem tednu bil na odru z republikanskim predsedniškim kandidatom in s tem skakal in mu ploskal, čeprav ima v lasti Twitter, ki ne bi bil neko neutralno omrežje, je zdaj lastnik Twittera postal podpornik enega od predsedniških kandidatov v ZDA, potem v istem tednu je predstavil ta taksi, ki zelo verjetno ne bo obstajal v taki obliki oziroma ne bo na prodaj po taki ceni oziroma ne bo tako hitro avtonomno vozil in 3 pikice, no, kar se te skepse tiče, to, kar sem vse povedal. In v istem tednu je eno od njegovih podjetij, to je SpaceX, ujelo izjemno ogromno raketo na stojalo nazaj na Zemlji. Spravo, raketa je šla gor, potem je ta del še prišel nazaj in se nekako parkiral tako, da se je ujel na eno konstrukcijo. Noro impresivna reč, res noro impresivna reč. Bom dal tudi povezavo tega, če ste slučajno to zgrešili, ker je bilo res povsod. In to je vse isti človek. Se pravi, isti človek je nekako šef
vseh teh 3 entitet. In je zelo težko imeti neko koherentno mnenje o vsem skupaj. Tako kot vedno je The Verge naredil en tak skrajšan video, se pravi zelo strnjeno različico vsega, kar je bilo predstavljeno, sem ga dal v zapiske, če niste videli, mislim, da 6 minut vse skupaj traja, si ga le poglejte, pa potem sem dal par člankov tudi v zapiske, ki izražajo kar nekaj te skepse, ki sem jo tukaj povzel. Preden gremo na vprašanja, bi omenil še 2 reči, ki sta bile na tem dogodku in sta bile tudi zelo bizarne, druge besede sploh nimam. Ena je bil robo-van, se pravi robo-kombi, neka zgledalo je kot retrofuturistična škatla, ki naj bi tudi sama vozila in bi sprejela ali 20 ljudi ali pa tudi prevažala reči, stvari. Takih konceptov je bilo že kar nekaj, zdaj tukaj je to predstavlja Tesla, ki bi rekel, da mogoče ima še največ možnosti, da bi kaj takega kdaj celo nastalo, ampak še vedno je tukaj veliko vprašaj avtonomna vožnja, ki nikakor, saj jaz mislim, pa nisem edini, ki tako misli, ni tako blizu, kot Musk obljublja, on pa to obljublja že od leta 2016. Vsaj. In naslednja reč, Tesla se je tudi pohvalila s svojim robotom spet, ki je napredoval, pravijo mu Optimus, najbrž je tukaj za nek omaž Optimus Primeu iz risanke poševnice igrač Transformerji, tudi filmi so zadnje čase obstajali, ki niso dobri, ampak to reče človek, ki je bil zelo velik fan Transformerjev v svoji mladosti. Se pravi, on je na odru potem reče, to je robot, koga boste imeli doma, lahko bomo čuvali otroke, oziroma vse ostalo. Potem so te roboti na tem dogodku tudi stregli pijačo in hrano in se pogovarjali celo z ljudmi, ampak je kar postalo očitno, ne vem koliko je to potrjeno, ampak zdaj sem že par člankov prebral, da so roboti sicer nekako mehansko še počeli reči, se je pa slišalo, da jih upravljajo ljudje. Se pravi, ko se pogovarjal s tem robotom, so bili odzivi zelo hitri in se je nekako slišalo, da zadaj človek, zdaj je ta človek tudi pilotiral te robote, to ne vem. Ampak že spet še ena reč, ki je nekako dala kar nekaj dvoma na cel dogodek, koliko je vse skupaj resnično, koliko gre samo za neke zelo kontrolirane demote, ki pač delujejo na takem dogodku v dejanskem svetu, bi se pa lahko zelo slabo vse skupaj končalo. Tako da robotaksi od Tesle. Jaz sem skeptičen, nisem edini, ampak bomo videli. Zdaj pa vprašanje, ki jih lahko postavite, kje slišim vse spraševati, Anže, zakaj nikoli ne poveš, kje lahko ljudje vprašajo. V obrazcu vprašanja Anžeta, sklicajem, ki je v zapiskih, tam je tudi povezava do Discorda, vabljeni. Zdaj pa vprašanju, pozdravljen Anže, s 3 klicaji, dodal sem 3 za vsak slučaj, če kdo drug pozabi, je napisal Mare. Kaj meniš, koliko časa pred predstavitvijo novega telefona imajo v podjetju le tega že sestavljenega? Jaz menim, da podjetja že za 2 naslednji generaciji vedo za izgled in vse osnovne karakteristike. S prijatelji smo debatirali o iPhonu 16 in sem dejal, da imajo izgled v grobem narisan že za 18-tico. Saj je to kar proces v multinacionalkah odobritve oblike, ni odvisna samo od oblikovalcev, ampak je pomembna predvsem tehnika, vendar se s tem prijatelji od Mareta ne strinjajo. Na debato pa smo prišli, ker si prijatelj kupuje prvi iPhone in koleba med 15 Pro in 16 Pro. Jaz navijam za 16 Pro samo zaradi baterije, avtonomije, ki naj bi z enim polnjenjem zdržala kar precej več kot 15 Pro, to je načeloma res. Tudi hitrost polnjenja je izboljšana, ostale karakteristike pa niso nek hud korak naprej. Hvala za odgovor, Mare. Bom najprej zelo na hitro to, kateri iPhone kupiti. Dokler obstaja še 15 Pro, dokler je še na voljo, jaz mislim, da se čisto ga splača kupiti. Jaz sem vseeno fan, da kupi človek še vedno najnovejši iPhone, ker če boste čuvali telefon, ga boste imeli dolgo časa, novejši kot je, dlje bo zdržal, dlje bo dobival posodobitve, tako da sem vedno fan, ampak je pa seveda tudi vprašanje denarja tukaj in 15 Pro, dokler trajajo zaloge, se najbrž dobi nekaj ceneje in je čisto legitimna odločitev. Zdaj pa zelo dobro vprašanje, Mare, glede tega, kdaj so te telefoni narejeni in bi se kar strinjal, mislim, da 2 leti ali pa 2 leti in pol, mogoče celo, se ve, kakšen bo, recimo gremo kar zdaj, ker smo se pogovarjali o iPhonu, naslednji iPhone, pa tukaj ne gre samo za to, da v multinacionalkah več ljudi, da je šef šefa in potem še šefa, mora nekako potrditi reči, da grejo naprej, ni samo ta splet nekako oblikovanja in tehnike, gre tudi za samo izdelavo. Jaz mislim, da je to tista komponenta, ki jo ljudje nekako pozabljajo. Te telefone je pač treba proizvesti. In zdaj obstaja nek tam mit, se jih delajo na Kitajskem pa v Indiji, tam so neke velike hale. To je že vse res, ampak količina, ki se prodajajo telefoni, recimo sploh iPhone, so tako enormne, da če hoče recimo Apple
imeti septembra dogodek, kjer bo rekel, pogledajte, to so naši novi 4 telefoni, ne, ker 4 različne zdaj delajo, vsaj. Če hoče to narediti septembra in hoče, da so večina ali pa vsi telefoni na voljo potem čez teden dni, ne, jih začnejo proizvajati, a veste, to par mesecev prej. Tako že na ta račun zgubiš par mesecev. Potem gre pa za celo verigo vseh komponent, vseh materialov, ki jih je treba zbrati skupaj, da se potem ta telefon proizvede. To seveda so dobavitelji iz različnih koncev, tudi vsi vemo te grozne zgodbe, ki vse se kopljejo zadeve za baterije in vse ostalo. To tukaj ne bom šel, sam hočem dati vedeti, da tudi jaz se zavedam te groze, ampak ko govorimo samo o logistiki tega, da se naberejo vsi materiali, da se postavijo novi stroji, ki bodo te reči delati, da se na novo izobrazijo ljudje, ki bodo potem upravljali te stroje na ta način za ta specifičen telefon, že spet lahko kar odštejemo vsaj pol leta, zdaj zelo na pamet govorim, ampak govorimo o mesecih, potem je pa še to, kar je Mare omenil, ta nek splet tehnike in pa oblike. In zdaj boste vsi rekli, vsi telefoni izgledajo isto, sploh iPhone izgleda že, 7 let praktično enak. In to na nek način je res, ta zunanja oblika res ostaja dokaj nespremenjena. V drobovju gre pa včasih za kar konkretne razlike, pa tukaj ne govorim samo, zdaj imamo nov procesor. Zdaj imamo nov senzor za fotoaparat in ga je treba nekako vgraditi v telefon. To je vse res. Jaz govorim predvsem, ko govorimo o drobovju, o načinu sestave. iPhoni so se recimo v zadnjih letih, tudi Pixli, tudi Samsungovi telefoni, kar konkretno spremenili v načinih, na katere so sestavljeni. In vsaka ta sprememba je včasih na račun tega, da se ta podjetja zavedajo vpliva na okolje, to vem, zdaj vsi zavijate z očmi. Ampak do neke mere to je res. In skušajo telefone delati na način, da jih je lažje popraviti, da jih je lažje razstaviti, potem, ko grejo v reciklažo in vse ostalo. Jaz vem, da je veliko tega greenwashinga, kot se temu reče, in se z vsem tem strinjam, ampak do neke mere je to res. In tudi, če greste recimo na iFixit pogledat, kjer nekako dajo ocene vsem novim modelom telefonov, kako popravljiv je, ne? Oziroma kako hitro se ga da razstaviti, oziroma hitro je napačna beseda, kako preprosto se ga da razstaviti, koliko stvari je res zlepljenih skupaj nepovratno in se ne da z njimi nič narediti. Ne? Dejansko ti telefoni v zadnjih letih po tem točkovanju napredujejo in vsaka taka reč, ko gre za neko tako spremembo, ko se dobesedno drugače sestavlja telefon, drugače se vijači telefon skupaj, drugače se lepi telefon skupaj, to so konkretne reči, ki potem samo nekako padejo v to zunanjo obliko, ta zunanji oklep, ki ga mi vidimo. In to tudi lahko zelo podaljša potem razvojni čas in vse ostalo. Tako da Mare, jaz mislim, da 2 leti je popolnoma legitimna ocena. Jaz bi rekel, da mogoče zametki segajo še kakšne pol leta prej in to je praktično pri vseh teh proizvodih, ker vseeno, ko reči delaš manjše, ko podjetje dela neko napravo, ki skuša biti čim manjša, a vseeno zmogljiva, težje je to delati, težje je razvoj, več denarja je treba v to dati in dlje vse skupaj traja. No. Tako da ne imeti tega občutka, da ko pride nov telefon, spet isto zgleda, mogoče za 2 mm tanjši v eno smer ali drugo, je šlo veliko več dela v te naprave, pa ne glede na proizvajalca. Prosem pa mogoče to imejte v mislih, ko se pogovarjate, zakaj so pa tukaj dodali gumb, zakaj je pa te odločitve so se sprejele dolgo nazaj. Ljudje, ki na teh rečeh delajo v Samsungu, Apple, Google, ta trenutek, tako kot je Mare napisal, najbrž vejo za 2 generacije naprej, za tisto drugo, mogoče vsaj približno, kako bo telefon izgledal, na kakšen način bo narejen, kakšne komponente bo imel noter. Ker najlažje je narediti eno napravo. Ker jih pa treba narediti 100 milijonov, se pa igra zelo spremeni in časovnice zelo podaljšajo. Jezus Kristus, že spet sem dolg, se opravičujem, upam, da nisem bil predolg s tem odgovorom. Najlepša hvala vsem, ki sprašujete, hvala tudi vsem, ki podpirate ta podcast na več različnih načinov. Lahko daste oceno v Apple Podcast ali Spotifyju, ali pa največ mi pomeni, če ta podcast komu priporočite. Splača se mi morda slediti tudi na Instagramu, tam sem Anzeto, ker dostikrat tudi kaj tehnološkega objavim. Tudi novo uro oziroma budilko, ki sem jo kupil, vsaj meni je zelo zanimiva. To je to, najlepša hvala, do naslednjič se temu reče. Čau.